Na prizorišče prihajata gospod Luka Renko, pobudnik in koordinator projekta Sledilnik, ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani prisotni sodelavke in sodelavci projekta Sledilnik in vsi, ki nas spremljate v neposrednem prenosu, pozdravljeni iz parka Vile Podrožnik, kjer bo na razmeren primeren način potekala uročitev replike priznanja Jabolko navdiha. 10. repliko priznanja Jabolko navdiha, junakom človečnosti in upanja, prejmejo sodelavke in sodelavci projekta Sledilnik. Ko je v začetku marca v Sloveniji nastopila epidemija novega koronavirusa, smo se znašli pred nesluteno in nevidno preizkušnjo. Z njo smo se morali soočiti kot skupnost, čeprav nismo smeli biti skupaj. A vendar so dobri ljudje našli načine, kako delovati skupaj in tako pomagati drugim. Tako je nastal tudi prostovoljski projekt Sledilnik, obširna zbirka podatkov in napovednih modelov o epidemiji COVID-19 v Sloveniji. Pripoved o njegovem nastanku je pravzaprav zgodba o družbeno odgovornih posameznikih, ki so najprej vsak zase prepoznali potrebo in pravico ljudi do obveščenosti v kriznih razmerah. To zavedanje jih je povezalo odprto in raznoliko skupnost več kot 150 znanstvenikov in strokovnjakov, ki že več mesecev prostovoljno soustvarjajo podatkovno bazo in napovedi širjenja virusa, svojim obširnim in raznolikim znanjem ter domiselnimi predstavitvami pa dnevno obveščajo javnost o širjenju koronavirusa v Sloveniji na razumljiv in jasen način. Sledilnik je postal pomemben vir informacij, ki jim ljudje zaupajo. Zaupajo v znanstveno odličnost, strokovnost in družbeno odgovornost sodelavk in sodelavcev Sledilnika, ki Sloveniji in svetu predstavljajo navdih nesebične, odgovorne in odprte skupnosti, v kateri je vsak posameznik dobrodošel, da svojim znanjem in izkušnjami prispeva pomemben del k celoti. Znanstveniki in raziskovalci iščete rešitve, kako pomagati zdaj in kako se pripraviti na čas, ki prihaja, je zapisano v utemeljitvi Jabolka navdiha, ki ga je junakom človečnosti in upanja predsednik Republike podelil marca. Projekt Sledilnik je navdihujoč primer pomena znanosti, ko nastopijo časi negotovosti. V njih znanstveniki in strokovnjaki delujete znanjem, odgovornostjo in s tenkočutnostjo do sočloveka in skupnosti, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Predsednik Republike je 29. marca v predsedniški palači virtualno podelil priznanje Jabolko navdiha vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo kar se da normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že uročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Ob uročitvah, kakršna je tudi današnja, pa Klicnemu centru za informiranje o novem koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem, negovalcem in babicam, zaposlenim na področju komunalnega gospodarstva, zdravnicam in zdravnikom, tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika ter prodajalkam in prodajalcem. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo predsednik Republike nadaljeval tudi v prihodnje. Z uročitvijo 10. replike priznanja Jabolko navdiha predsednik Republike Borut Pahor izreka hvaležnost sodelavkam in sodelavcem prostovoljskega projekta Sledilnik za njihovo pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji. Repliko priznanja Jabolko navdiha bo v njihovem imenu prevzel gospod Luka Renko, pobudnik in koordinator Sledilnika. Spoštovani predsednik Pahor, v imenu celotne ekipe se vam zahvaljujem za to vašo prijazno gesto in priznanje. Na projektu Sledilnik že od samega začetka projekta prejemamo veliko pohval, pobud, spodbud naših uporabnikov, zdravstvenih delavcev, stroke in prebivalcev Slovenije. Tudi ti nas peljejo naprej in nam pomagajo v težkih trenutkih. Projekt Sledilnik je v tem času predvsem pokazal,
da imamo v Sloveniji veliko znanja, da znamo stopiti skupaj, lahko premagamo še tako velike probleme in v bistvu inovativno pristopimo k reševanju problemov. Žal pa prostovoljno delo ne more na dolgi rok reševati vseh teh problemov. Lahko vstopi in pomaga prebroditi težave med krizo. Tukaj pa pričakujemo predvsem delovanje tudi javnih inštitucij, ki se morajo prilagoditi na novo delovanje. V novem letu si predvsem želimo, da bi v Sloveniji prišlo do razmišljanja in malo bolj drznih odločitev v smeri bolj učinkovitega vodenja epidemije. Tukaj predvsem pričakujemo, da se dostop do podatkov omogoči, da je strojno berljiv in da nam pomaga bolje razumevati situacijo. Predvsem pa je dostop do podatkov tisti, ki lahko zgradi zaupanje in pomaga prebroditi še tako težke čase. Digitalizacija je strateška usmeritev tudi Evropske unije in v Sloveniji vemo, da je zdravstvo poddigitalizirano in podobno tudi javni sektor. Vsekakor upamo, da bo tudi ta epidemija dala dodaten pogon, da se ti problemi na tem področju rešijo. Prihodnost je pred nami. Vprašanje je, ali jo bomo soustvarjali in spreminjali, ali pa nas bo ona prehitela. Ostanite zdravi in hvala. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci. Najprej naj rečem, da mi je veliko veselje in čast, da smo danes skupaj in da vam lahko uročim repliko Jabolka navdiha. Skupaj z vami na nek način zaključujemo leto, ki ga je zaznamovalo širjenje koronavirusa. Vendar lahko gledamo na prihodnje leto z neko vedrino in optimizmom. Ob našem državnem prazniku, ob 30. obletnici razglasitve rezultatov plebiscita, je tudi v našo domovino prišlo cepivo. Precepljenost, razumem, laično, rešuje, končuje glavne probleme te zdravstvene krize. V tem smislu lahko prihodnje leto napovemo zmago. Mislim, da sta posebej za to zmago zaslužni znanost in človečnost. In tukaj naj rečem, da morda prav projekt Sledilnik združuje oboje. Veliko znanja in veliko človeške solidarnosti in ne bom nič pretiraval, če bom rekel tudi dobrote. Rad bi vam izrazil hvaležnost za to. K temu vas je poklicala neka moralna, kot ste mi malo prej rekli, neka domovinska dolžnost, ki je bila zelo intimna, vendar pa vam moram reči, da ste naredili nekaj čudovitega, v kar ljudje zaupajo. In zaupanje je te dni, te čase redka vrlina in redka dobrina. Zato sem vam posebej hvaležen, da s tem delom nadaljujete, čeprav verjamem, vam vzame precej vašega dragocenega prostega časa. Vendar je zadoščenje v enem izjemnem zaupanju ljudi, kar je, še enkrat rečem, zelo redka dobrina v teh časih. In želim si, da bi bili navdih za neke nove zamisli. Vi ste pomagali na ta način, morda in prav gotovo bodo dobri ljudje, ki bodo imeli znanje, razmišljali, kako pomagati naši skupnosti na drugačne načine in na ta način bomo skupaj zmagali. Še enkrat hvala vam vsem, tudi za to, da ste danes v takih razmerah prišli. Še nikoli nismo na ta način podeljevali kakršnegakoli priznanja ali jabolka navdiha ali odlikovanj. Vse je prvič, dajmo si zapomniti ta poseben dan tudi v tem smislu, da smo imeli priložnost in čas biti skupaj. Še enkrat iz znak velike hvaležnosti v imenu vseh naših ljudi. Hvala lepa.